Novica o dogovoru z Iranom počasi prihaja v javnost, podrobnosti pa pretresajo ves svet. Toda medtem ko predsednik Trump vztraja, da noben dogovor ne bo zanemaril varnosti Izraela, poročila iz Izraela trdijo nasprotno in pravijo, da je bil Jeruzalem morda popolnoma izključen iz pogajanj. Kaj se torej v resnici dogaja za zaprtimi vrati in kako bo dogovor vplival na judovsko državo? Sledi naslednje v oddaji Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem v minuti na JNS TV. Josh Hasten tukaj v Jeruzalemu skupaj z Alexom Tremanom. Alex, ZDA in Iran zaključujeta mirovni dogovor. Predsednik Trump je v soboto na svojem Truth Social objavil, da je bil dogovor v veliki meri že izpogajan in čaka le še na dokončno potrditev med Združenimi državami in Islamsko republiko Iran. Predsednik se pogovarja z večino voditeljev na Bližnjem vzhodu, z večino arabskih voditeljev, posebej pa se pogovarja tudi s predsednikom vlade Netanjahujem iz Izraela. Kaj vemo o tem dogovoru? Prejšnji teden smo v oddaji govorili o vrnitvi v vojno in še v petek so vsi znaki kazali, da se Trumpova administracija pripravlja na nov krog vojaških napadov na Iran. In zdaj, 2 dni kasneje, izgleda, kot da gremo proti dogovoru. Večina ljudi v Izraelu je mislila, da je vrnitev v vojno neizogibna. Mnogi so verjeli, da se bo to zgodilo na praznik Šavuot, ker je v tej vojni skoraj vsaka večja operacija potekala na judovski praznik. 7. oktobra se je zgodilo na Simhat Torah, mi pa smo mislili, da se bo morda zadnji krog začel na Šavuot ali pa šele po Šavuotu. Predsednik Trump je rekel, da imajo Iranci čas do nedelje, da dosežejo dogovor. In kar tukaj vidite je to, da je predsednik Združenih držav želel dogovor in je zgolj navidezno grozil z vojaškim napadom, celo do te mere, da je bil pripravljen izvesti popoln napad. Veste, Izrael se je na to pripravljal. A na koncu je želel doseči nekakšen diplomatski izid te situacije. Ena stvar, ki je Donald Trump ni mogel pustiti za kasneje, so bili Hormuška ožina. Hormuška ožina se je v bistvu zaprl kot posledica te vojaške operacije. In Donald Trump je moral odpreti preliv, da bi ohranil svojo verodostojnost pri mednarodni skupnosti. In mislim, da je bila to njegova glavna prednostna naloga in če bi lahko preliv odprl na kakršenkoli diplomatski način, je to tisto, kar želi narediti. Ampak ali je ta dogovor podpisan? Ni podpisan. Je to konec poglavja ali konec zgodbe? Nimamo pojma. Kolikor vem, še nismo javno slišali od predsednika vlade Netanjahuja, ali je to dober dogovor za Izrael, je to slab dogovor za Izrael. Kako se dogovor Trumpove administracije razlikuje od tistega, ki ga je leta 2015 sklenil Barack Obama? Predsednik Obama očitno je Irancem v bistvu dal milijarde dolarjev na tistih paletah. To je drugače. Toda konec koncev, po tej vojni z Iranom, kaj to pomeni z vidika Izraela? Je Izrael zdaj varnejši? Iranski režim je tehnično še vedno tam. Kako je to drugače? No, zagotovo ni primerjave med katerimkoli dogovorom, ki ga danes podpiše predsednik Trump in JCPOA. In kdorkoli skuša nakazati, da so te dogovori enaki, laže skozi zobe. In videl sem, da je bil nekak tweet Dana Shapira, ki pravi, veste, Bibi bi moral zdaj govoriti v kongresu, kaj ne? Ali bo zdaj prišel v kongres, da nasprotuje temu dogovoru. Ti dogovori si niso prav nič podobni. In razlog, zakaj si niso prav nič podobni, je ta, da so Združene države v 6 tednih vojne, ki so predhodili 6 tednom miru, bombardirale vse iranske jedrske objekte. V redu, torej Iran je bil tik pred razvojem jedrskega orožja, Iran ni več tik pred razvojem jedrskega orožja. In o čemer govori Trump je tudi dogovor, po katerem bi lahko Združene države vstopile in iznesle obogateni uran, ki ga je Iran razvijal v okviru prvotnega JCPOA. JCPOA je bil načrt, da bi preprečili Izraelu kakršnokoli ukrepanje, Irancem pa so dali pravico, da zgradijo vse, kar je bilo mogoče. Do zadnje faze končne izdelave jedrskega orožja iz tega materiala. To je zelo drugačen izid, ker mu je predhodilo 6 tednov intenzivne vojne.
Bombardiranje vseh znanih jedrskih objektov, ki jih je imela Iran, poleg balističnih raket, je ustvarilo tudi pogoje za spremembo režima v Iranu. Zdaj, ali se bo to zgodilo, ne vemo, toda že od prvega trenutka te vojne je Izrael odstranil vrhovnega voditelja Hameneja. Odstranili so številne člane najvišjega vodstva IRGC in iranske obrambe. Je to dober dogovor za Izrael? Mislim, da bi Izraelci raje šli nazaj v vojno in so bili na to pripravljeni. Želeli so, da bi Iran še bolj oslabil in želeli so videti, da bi se pogoji za popolno zamenjavo režima še bolj izpolnili. Je to slab dogovor za Izrael? Morate pogledati celotno situacijo. Če bi vedeli od začetka, in o tem smo govorili v oddaji, če bi vedeli od začetka, da boste od Trumpa dobili le 5 ali 6 tednov množične zračne podpore, kar vključuje vse letala za dolivanje goriva, govorimo o približno 50 letalih za dolivanje goriva, torej ustvarjanje bencinske črpalke na nebu, da bi bila izraelska letala veliko bolj učinkovita pri svojih zračnih napadih. Poleg tega imate zeleno luč Združenih držav, poleg tega Združene države tudi bombardirajo te jedrske objekte z težkim orožjem, ki ga država Izrael preprosto nima. Bi se odločili samo za teh 6 tednov, če bi vedeli, da boste to dobili od začetka? In odgovor je da. To je bil velik diplomatski dosežek za predsednika vlade Netanjahuja, da je Združene države prepričal k vstopu in iz tega dobil 6 tednov vojne. Ali je Netanjahu morda upal na več? Da, mislim, da je morda upal na več. Je to dogovor, ki si ga želi? Ne. Ampak ali je tukaj še kakšno drugo čustvo, razen izjemne hvaležnosti predsedniku za to, kar je storil? Mislim, da mora biti trenutno na vrhu dnevnega reda predvsem zahvala predsedniku Trumpu, ker je Izraelu dal 6 tednov, da uniči vse te jedrske objekte in odpravi vse zmogljivosti balističnih raket. Izrael je danes v veliko močnejšem strateškem položaju, kot je bil pred operacijo Epic Fury. Je to popolnoma doseženo? Ne. Ali vidimo, da še ni popolnoma doseženo? Morda še ni popolnoma doseženo, mislim, da ni volje predsednika Združenih držav, da bi šel tukaj do konca. Torej, veste, trdil bi, da so bile njihove jedrske zmogljivosti očitno zmanjšane. In kar zadeva dogovor, povedano nam je bilo, da bodo Američani morda odnesli obogateni uran. Iran je tik pred oddajo dejal, da s tem niso soglašali. Predsednik Trump je dejal, da obogateni uran bo odstranjen. Poleg tega naj bi po poročanju Reutersa prišlo do uradnega konca vojne, rešitve krize v Hormuški užini, začetka 30-dnevnih pogajanj o širšem dogovoru z možnostjo podaljšanja. Predsednik Trump je ves čas govoril, da gre vse za jedrsko orožje. Želi si zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Kljub temu, čeprav smo morda zmanjšali njihove zmogljivosti balističnih raket, ne vidim nikjer v besedilu sporazuma, da bi se Iran zavezal, da bo prenehal proizvajati balistične rakete. Vemo, da lahko zadenejo kraje v Zahodni Evropi. To so dokazali v zadnjem krogu. Ampak mislim, če bi bil jaz Izrael, bi zahteval, da te balistične rakete popolnoma izginejo, da so vključene v sporazum, pa vendar tega tukaj nikjer ne vidim. Ne verjamem, da lahko dosežete dogovor glede balističnih raket, kaj ne? Ker na koncu ne veste, koliko jih imajo, ne veste, kje so, ne veste, kje so. Vidite, da jih izstreljujejo z vseh koncev države. Iran je zelo velika država. Ni dogovora, ki bi vam omogočil, da pridete do balističnih raket. Balistične rakete bo mogoče uničiti le z vojaškimi napadi. In to je bilo tisto, kar so počeli 6 tednov. Veste, trenutno ima predsednik v bistvu ti 2 glavni cilji. Prvič, odpreti Hormuško užino, drugič, dobiti obogateni uran. Kako dobiš obogateni uran? No, moraš iti tja noter. Iranci ga ne morejo odnesti ven. Samo Združene države ga lahko v bistvu odnesejo ven, čeprav je predsednik Trump tudi namignil, da bi ga lahko potencialno vzela tudi Kitajska. Ne vem, če si želite, da bi ta material vzela prav ta država. In obstajata 2 načina, kako lahko vstopite. Lahko vstopite skozi glavna vrata, lahko vstopite po mirni poti. Lahko vstopite, ko niste pod ognjem, ali pa greste v obsežno specialno operacijo, kjer morate na teren poslati sile, da zaščitite tiste, ki vstopajo, da bi izvlekli jedrski material. Ali je bil za to načrt B? Mislim, da je bil načrt B za operacijo specialnih enot, vendar je Trump vedno nakazoval, da bi raje imel dogovor, da bi lahko vstopili skozi glavna vrata. Zadeli so jedrske objekte.
Sprememba režima, veste, predsednik nikoli ni rekel, da je sprememba režima njegov cilj. Mislim, sporočal je, da že imate določeno stopnjo spremembe režima. Za Izrael je bila sprememba režima pomembnejša. Tudi jasno je bilo, da tega niso mogli doseči sami. 6 tednov zračne moči Združenih držav in Izraela ni bilo dovolj, da bi popolnoma strmoglavili ta režim. Naslednji del pa je, da samo zato, ker ste na koncu vojaškega konflikta, to še ne pomeni nujno, da ste na koncu. Kakršnihkoli prikritih operacij za nadaljevanje destabilizacije tega režima in lahko bi videli tudi druge sile, kot so Iračani, Kurdi ali drugi, ki bi lahko prijeli za orožje ali dostavili orožje v državi. Da bi iransko ljudstvo samo odšlo na ulice in poskušalo vzeti svojo državo nazaj od IRGC? Alex, hkrati imamo vidne republikanske voditelje. Imamo senatorja Lindseyja Grahama, ki pravi, da je ta dogovor katastrofa za Izrael. Slišal sem, da se je senator Ted Cruz izrekel proti temu. Mike Pompeo, nekdanji državni sekretar, vsi te vidni člani republikanske stranke se izrekajo proti temu dogovoru. Ali mislite, da bodo njihova stališča kakorkoli vplivala na predsednika Trumpa, ali pa smo to že presegli? Ne zdi se tako. Predsednik je že upošteval ta mnenja. Se ne strinjam z Lindseyjem Grahamom ali Mikeom Pompeom glede tega. Ne, mislim, da se lahko strinjamo z njima. In zagotovo so Iranci iskali pogajalsko pot iz te situacije, kar je pot ohranitve. Tam, veste, iščejo konec konflikta. To je tudi način, kako ohraniti njihovo teroristično proksi skupino v Libanonu, Hezbolah. Veste, iščejo ohranitev. Njihova pot iz tega so pogajanja in Iranci so to, po mojem mnenju, odigrali zelo, zelo dobro. Torej, da so se pretvarjali, da gredo naprej. V redu, bomo se pogajali. V redu, se umikamo. V redu, bomo se pogajali. Se umikamo. Vsakič preizkušajo voljo predsednika Združenih držav Amerike in na koncu predsednik Združenih držav Amerike reče: glejte, imam svoje notranje politične pomisleke. Nočem iti na vmesne volitve z vojno v teku. Trenutno želi le, da je Hormuška ožina odprta. In če mu bodo Iranci to dali, in je tudi v njihovem interesu, da mu to dajo, ker so zaprli Hormuško ožino, Združene države pa so na to uvedle blokado. Torej, veste, to Irance gospodarsko prizadene. Veste, mislim, da predsednik tukaj samo kaže, kaj si je želel. Ampak spet, Izrael mora biti zelo zadovoljen z izboljšanjem svojega položaja od časa pred operacijo Epic Fury do danes. Torej, Alex, sinoči je premier Netanjahu sklical voditelje koalicijskih strank, da bi razpravljali o dogovoru. In spet, to je neimenovani vir tukaj, Kanal 12, ki pravi, da voditelji koalicije menijo, da je dogovor zelo slab za Izrael. Kljub temu vsi tukaj poudarjajo, da kljub poročilu medijev ni nobenih razlik med premijerjem Netanjahujem in predsednikom Trumpom. O tem smo govorili že tedne, da ljudje poskušajo reči, da obstajajo razlike med obema voditeljema. Hkrati Axios sporoča, da izraelski uradniki pravijo, da je Netanjahu dejansko zelo zaskrbljen zaradi morebitnega dogovora in pozval je Trumpa, naj začne nov val napadov. Spet neimenovani viri, zato moramo biti previdni, ampak te stvari so prisotne. Ja. Mislim, da je res pomembno, da veš, da so te članki, Kanal 12, Reuters, Axios, del tega omrežja medijev z neimenovanimi viri, ki so proti Netanjahuju in proti Trumpu. Kar bodo izraelski mediji danes poskušali narediti, je pokazati, da je to slab dogovor in tudi čim širše razširiti, da je premier Netanjahu nezadovoljen s tem dogovorom. Kakšen je namen tega? Namen tega je, da bi moral Trump spremljati, kaj poročajo izraelski mediji in reči, veš, Netanjahu je nehvaležen. Zakaj je proti temu dogovoru? O tem smo govorili. Ampak mislim, da predsednik Trump razume, kakšna je situacija v medijih. On razume, kaj so te neimenovani viri, zakaj gre, zakaj Axios, Kanal 12 in drugi to izpostavljajo. Predsednik in predsednik vlade sta bila v rednem stiku. Veste, naslov v The New York Times, ki v bistvu pravi, da Netanjahu je bil tukaj postavljen na stranski tir. Ne verjamem, da je bil postavljen na stranski tir, ali so to pogajanja med ZDA in Iranom, da Izrael ni neposredno vključen v pogajanja. Ne sedijo za mizo. Ampak ali je tukaj prišlo do kakšnega presenečenja? Ne.
Ali je predsednik resno razmišljal o morebitni vrnitvi k vojaškemu ukrepanju? Da, resno je razmišljal. Resno je razmišljal o vrnitvi k vojaškemu ukrepanju in Izrael se je na to pripravljal, moral se je. Predsednik vlade je ves čas te vojne vedno izjavljal, da je edini način za pogajanja z Iranci pod ognjem. In Trump je rekel, v redu, ni se nam treba pogajati z njimi pod ognjem, ampak se moramo pogajati z njimi pod grožnjo takojšnje vrnitve k vojaškemu ukrepanju. In zato verjamem, da je bila prav ta grožnja vrnitve k vojaškemu ukrepanju tista, ki je morda Irance pripravila do tega. Da so spoznali, da je boljše, da odprejo Hormuško ožino in so pripravljeni razpravljati o obogatenem uranu. Seveda, kot omenjamo, tukaj noben dogovor ni bil podpisan. In to ne pomeni, da bo predsednik zadovoljen s tem, kje so pogajanja po 30 dneh. Pravzaprav bi predlagal, da je zelo verjetno, da Iranci ne bodo pošteno sodelovali v pogajanjih, ker Iranci ta režim ne sodelujejo pošteno v pogajanjih. Nikoli niso. Predsednik bi moral to razumeti, ampak očitno ima svoje razloge. Torej, to v resnici ni konec vojne. Če predsednik dejansko reče, še 30 dni vam damo, 30 dni zberite se, poskusimo nekaj dogovoriti. Morda je to konec vojne, morda ni konec vojne. Toda kar lahko rečemo, in to je zagotovo iransko stališče glede tega, daljši kot je razmik med vojaškimi napadi, manj verjetno je, da se bodo Združene države znova odločile za vojaško akcijo. Mislim, da je to jasno. Veste, možnosti za ponovni napad se s tem precej zmanjšajo. Ali to pomeni, da so vrata zaprta? Ne. Poglejte, videli smo tistih 12 dni, tisto 12-dnevno vojno junija prejšnjega leta in potem ste imeli velik premor in nato ste imeli operacijo Epic Fury. Veste, če Izrael in Združene države vidita, da Iran po 30 dneh zatišja nenadoma znova razvija svoje balistične raketne zmogljivosti, da najdejo nekatere druge, morda neznane vire obogatenega urana, plutonija, o katerih nihče ne govori. Očitno je v Iranu dovolj plutonija, da bi lahko prišli do neke vrste jedrskega orožja. Če ugotovijo, da obstaja neka skrivni objekt, za katero prej niso vedeli, ki ni bila zadeta v prejšnjih napadih, če vidite, da se Iran vede vse bolj bojevito, bi lahko prišlo do nove vojaške operacije? Absolutno bi lahko. Trenutno, ob času tega snemanja, premier Netanjahu še vedno Še ni spregovoril. Moramo slišati njega in druge izraelske voditelje. Mislim, da je bilo v zadnjih 12 urah precej tiho. In Netanjahu bo verjetno kmalu danes ali jutri prisiljen nagovoriti narod glede tega dogovora. Predvsem zato, ker vstopamo v volilno sezono. Videli smo, da je po takojšnji prekinitvi ognja, po 6 tednih operacije Epic Fury, vodja opozicije Jair Lapid je nastopil na nacionalni televiziji in razglasil prekinitev ognja za največji diplomatski neuspeh v zgodovini države. Tako se bodo vsi mediji skušali poenotiti okoli ideje, da je to velik poraz za Netanjahuja. In Netanjahu bo moral poskušati rešiti svoj ugled s tem. Tako bo šel na televizijo in poskušal razložiti, zakaj to ni velik diplomatski neuspeh in zakaj sta Izrael in Združene države dosegla cilje, ki sta si jih zastavila na začetku operacije. Kjer je odgovor nekje med vsemi temi zgodbami. Alex, koliko razumem, ta dogovor vključuje tudi Libanon. Hezbollah, seveda, je posredniška sila iranskega režima. Ali lahko pričakujemo, da bo Libanon oziroma Hezbollah spoštoval ta dogovor? Do zdaj je tam znova veljalo premirje, vendar Hezbollah še naprej obstreljuje Izrael, napada izraelske vojake in izraelske položaje. Uporabljajo te samomorilske drone. Nažalost, mislim, da je bilo 9 vojakov, če se ne motim, ubitih v teh napadih z droni v Libanonu od začetka tako imenovanega premirja. Ampak, koliko razumem, so del tega paketa, libanonski del paketa, tudi Izrael, kolikor smo do zdaj videli, ohranja pravico, da še naprej odgovarja na napade Hezbollaha, če Hezbollah izvaja napade ali če izvajajo premike, ki lahko ogrozijo Izrael. Če Hezbollah preneha z napadi, bo tudi Izrael spoštoval pogoje premirja. In nadzorujejo veliko ozemlja v južnem Libanonu. Mislim, da še nisem zasledil poročanja, da bi bil Izrael prisiljen umakniti se z ozemlja, ki ga trenutno nadzoruje, kot del premirja, ampak le, da bodo prenehali izvajati napade.
Premier si zagotovo želi prenehanja napadov na Izrael strani Hezbolaha. Če je mogoče to doseči s pogajalskim sporazumom, je tudi premier Santo nakazal, podobno kot pri Trumpu in Iranu. Premier je v bistvu poslal veliko signalov, da bi raje dosegel stanje miru s Hezbolahom preko pogajalskega sporazuma. Zato vidite, da Izrael sodeluje v teh pogovorih, ki jih posredujejo ZDA z vlado Libanona. Veste, ampak spet, nič ni podpisano, ne vemo, kaj bo sovražnik naredil, veste, ali bodo spoštovali svoje dogovore, veste, ali bi jih lahko spoštovali, obstaja možnost, da bi lahko ohranili zatišje. Ali obstaja enaka možnost, da ne bodo spoštovali dogovorov? Seveda, popolnoma. Obstaja velika možnost, da nobena stran ne bo spoštovala svojih dogovorov, da Libanon ali Iran ne bosta spoštovala svojih delov dogovorov. In če je temu tako, veste, obstaja velika verjetnost, da bi potem znova prišlo do vojaških ukrepov. Tako kot smo videli skozi to vojno, se stvari začnejo in ustavijo, začne se v Gazi, ustavi se v Gazi. Gremo v Libanon, začne se v Libanonu, ustavi se, vrnemo se v Gazo. V redu, zdaj je vse na pauzi, zdaj napadamo Hutije. V redu, končali smo z napadi na Hutije, zdaj smo spet v Libanonu. V redu, potem se ustavi, zdaj imamo obnovljeno operacijo v Gazi. V redu, zdaj imamo 6 tednov vojne proti Iranu. Torej gre vsekakor za nenehno začenjanje in ustavljanje, morda še nismo na koncu zgodbe. Kot sem že rekel, so Izraelci najbolj odporni ljudje na planetu. In mnogi ljudje, s katerimi sem govoril, so rekli, da so pripravljeni sedeti v zakloniščih še en mesec, če je to potrebno, da opravijo z Iranom. Spet smo na poti proti morebitni premirju prav zdaj. Izraelci so bili zagotovo pripravljeni iti nazaj v zaklonišča. Zagotovo. Tukaj je veliko Izraelcev, ki so razočarani. In to vam samo pokaže, veste, kakšno je razpoloženje in miselnost Izraelcev, da država postaja vse bolj in bolj jastrebovska, kaj ne? V preteklosti bi videli veliko več pozivov k premirju, veste, da se umaknejo iz vojne, tega mimogrede zdaj ne vidite. Veste, imeli ste nekaj malega protivojnega gibanja, ki se je začelo pojavljati, ampak to je bilo le kot posledica dogovora o talcih, ker je bilo protivojno gibanje pravzaprav gibanje za vrnitev talcev. Ampak videli so, da je bilo vse to pravzaprav samo gibanje proti Netanjahuju. Ampak videli so, da gibanje za ustavitev vojne dejansko ni imelo podpore v anketah, ni dosegalo ničesar pri izraelski javnosti, ker je izraelska javnost podpirala vojno, zato so prenehali protestirati. Prav, torej Izraelci bi bili pripravljeni in mislim, da zelo pripravljeni videti, da Izrael in Združene države dokončata delo. Ampak veste, ne verjamem, da bi moral Izrael pričakovati, da lahko prepriča predsednika Združenih držav, kaj mora storiti. Ugotovil je, da je v njegovem interesu, v interesu Združenih držav Amerike in vseh ameriških zaveznikov, da uničijo te jedrske objekte v Iranu. Ampak predsednik se lahko na koncu odloči, da je voditelj svobodnega sveta, največje supersile. Izrael je vzhajajoča sila. Toda, kot je predsednik povedal, so Združene države veliki brat, Izrael je mali brat, Združene države so glavni partner, Izrael je mlajši partner. Alex, ne glede na to, kaj se zgodi, IDF pravi, da so pripravljeni na vseh frontah, pripravljeni na vse scenarije. Načelnik generalštaba IDF, generalpodpolkovnik Eyal Zamir, je pretekli teden povedal poveljnikom divizij, da je izraelska vojska na najvišji stopni pripravljenosti in pripravljena na morebitno zaostritev na vseh frontah. Torej, ne pušča ničesar naključju. To je povedal v sredo. Ja. In verjamem, da je obstajala zelo velika verjetnost, da bi predsednik Trump lahko rekel, v redu, ne bomo dosegali dogovora, moramo se vrniti. In mislim, da je predsednik menil, da je edini način, da pride do tega dogovora, oziroma je čutil, da je edini način, da pride do dogovora, ki ga je želel, ta, da obstaja zelo, zelo resna grožnja z vojaškim posredovanjem. In zato Zamir poveljnikom divizij sporoča, da je vojska na najvišji stopni pripravljenosti in pripravljena na morebitno zaostritev. Izrael je bil pripravljen ukrepati. Alex, krati, če malo zamenjamo temo, to je še vedno povezano z Iranom. Poročila v New York Postu čez vikend so nakazovala, da je obstajal iranski načrt za umor Ivanke Trump, hčerke predsednika Donalda Trumpa, ki je mimogrede Judinja. To bi morali vedeti. Ja, spreobrnila se je. Jessie spreobrnila se je v judovstvo in je tarča iranskega atentatorskega načrta.
Spet po poročanju New York Posta so bili sinoči ob istem času streli pred Belo hišo. Ne vem, ali sta ti dve stvari povezani, ampak kot razumem, predsednik ni šel na poroko svojega sina, se je v soboto vrnil v Belo hišo s svojo spremstvom. In potem nenadoma izbruhnejo streli. Prav tako nam sporočajo, da obstaja iranska zarota za umor Ivanke Trump. Ponovno ne pravim, da so vse te stvari zagotovo povezane, ampak tukaj v Washingtonu se stvari dogajajo zelo, zelo hitro in burno. Don Junior se je poročil čez vikend, predsednik pa ni šel. Poroka naj bi bila majhen družinski dogodek na Bahamih. In veste, precej jasno je, da tajna služba ni nujno menila, da lahko zaščiti predsednika Združenih držav na takšnem dogodku. Veste, morda, če bi to naredili v Mar-a-Lagu, bi se predsednik lahko udeležil. Ker ima tajna služba, veste, vse načrte za to, kako ohranjajo varnost v Mar-a-Lagu. Čeprav smo imeli tisti poskus atentata, ki se je nekdo skrival v grmovju, medtem ko je predsednik Trump igral golf, nekaj takega, skoraj pred letom dni. Zelo nevarno je biti predsednik Združenih držav Amerike trenutno. Zelo nevarno je, veste, z iranskega vidika, z vidika terorizma. Tudi strani, recimo, osamljenih strelcev, norih, zmešanih Američanov, ki so, veste, proti Trumpu ali za to ali ono. Zelo, zelo nevarna situacija, ampak tukaj, ko gre za zaroto za umor Ivanke Trump, mislim, New York Post je identificiral Mohameda Bakirja Saada Davuda al-Sadija, 32-letnega poveljnika milice v iraškem Kataib Hezbolah in operativca iranske islamske revolucionarne garde. Prejšnji teden so ga areterali in, kot veste, obtožili domnevno več nedavnih napadov na judovske tarče v Evropi in Severni Ameriki. Tako da, veste, to je resno. In tako je Iran iskal način, kako bi se lahko maščeval predsedniku Trumpu za teh 6 tednov napadov in za odstranitev ajatole Hameneja. Tako da veste, to je tisto, česar sta se Izrael in Združene države vedno bala. Veste, Iran ima svoje teroristične celice po vsem svobodnem svetu, v Evropi in Južni Ameriki, celo morda znotraj Združenih držav, in da bi lahko te teroristične celice aktivirali. Čakamo, da izvemo identiteto strelca iz sinoči. Kolikor vem, je bil ubit. Veliko strelov je bilo izstreljenih tam pred Belo hišo. Gremo naprej. Ta teden smo imeli incident še ene od teh protiizraelskih flotil, ki trdijo, da želijo vstopiti v Gazo iz humanitarnih razlogov. V resnici je to ena velika pijanska zabava na ladji. Jaz bi temu rekel ladja za žur. Vsi ti lažni aktivisti se zbirajo skupaj, v bistvu jih združuje predvsem sovraštvo do Izraela. Tako da je bilo to res dobro izpeljano, kar se tiče IDF in mornarce, ki sta šli tja, ustavili ladje in zajeli vse na teh ladjah ter jih pripeljali na izraelsko obalo. In potem se je pojavil minister Itamar Ben-Gvir, ki so ga videli mislim, da je bil to nekakšen hangar, kjer so zadrževali aktiviste iz flotile. Začel se je norčevati zapornikov in vihtel izraelske zastave ali kaj podobnega. In svetovna skupnost se je popolnoma spravila nad Itamarja Ben-Gvirja. Francija se je odločila, da ministru za nacionalno varnost Benu Ben-Gvirju prepove vstop v njihovo državo. Enako je storila tudi Poljska. Vse te države so ponorele. Celo Združene države. Veleposlanik Huckabee je dejal, da so dejanja Bena Ben-Gvirja vredna obsojanja. Očitno je bila flotila neumna poteza, vendar je Ben-Gvir poteptal dostojanstvo svojega naroda. Tudi naša lastna vlada, urad predsednika vlade, pravi, da je bilo to, kar je naredil Ben-Gvir, neumno. Veš, bilo je neprimerno. Neprimerno. Torej, veš, po eni strani je to zagotovo res. Veš, Ben-Gvir je naredil nekaj neumnega, šlo je za medijski trik in podobno, ampak ljudje so tako osredotočeni na to, namesto da bi se dejansko osredotočili na teroriste s flotile, mislim, da so prišli iz Turčije. Mislim, in tam uporabljajo, veš, format Hollywooda, ustvarjajo te prizore, kot da bi bili ranjeni. Vsa ta poročila, ki sem jih videl na družbenih omrežjih, da naj bi vojaki IDF posiljevali zapornike, in te laži se kar naprej ponavljajo znova in znova. Tako da je bila to velika PR katastrofa, če hočeš, proti državi Izrael. Morda bi lahko stvari naredili drugače. Vsekakor smo izgnali vse te zapornike s flotile. Ben-Gvir pride in potem situacijo, lahko bi rekli, še poslabša, s tem, da ustvari še en medijski spektakel, še priliva olje na ogenj. Kar se tega tiče, bi rekel, da so to
norčije teh lažnih humanitarcev s flotile. Ja, vem, pravkar sem se vrnil iz Združenih držav in veliko ljudi, tudi tisti, ki podpirajo vlado, jim niso všeč norčije in izjave Itamarja Ben-Gvirja. In to, kar ste videli, te prizore z aktivisti s flotile, ki so bili aretirani, so v sobo predvajali Hatikvo. Ben-Gvir jim je šel naravnost v obraz, kričal Am Israel Haj, kot da sploh razumejo, kaj to pomeni. Veste, kriči nanje v hebrejščini, ker ne govori angleško, oni pa ne govorijo hebrejsko, ker niso Izraelci. Veste, ampak konec koncev je bila to le predstava. To je bila predstava v precej manjšem obsegu kot tista, ki jo predstavljajo same flotile, ki, veste, prisilijo Izrael. Mislim, niti ne vem, če sploh imamo kakšno predstavo o tem, kakšna je računica pri vsem tem. Veste, koliko denarja stane izraelsko državo vsakič, ko pošlje mornarico na sredino mednarodnih voda Sredozemlja, ko pošljejo vse svoje najboljše mornariške komandose, da prestrežejo te flotile in potem morajo vzpostaviti celoten sistem. In potem jih morate deportirati in jih z letalom poslati nazaj v njihovo državo. Mu dati sendvič? Mogoče. Ja, mislim, v Izraelu je sendvič drag. Veš, kakšna je tukaj cena? Ampak veš, mislim, da je to, kar je Ben-Gvir naredil, se je na koncu izkazalo, da ni bilo koristno. Ampak malo sem razočaran, ko vidim, da izraelska vlada izdaja izjave, da je to neprimerno in da veleposlanik Hakabi izjavlja, da je to gnusno. Poglejmo, kakšna je ta situacija. Mislim, te ljudje niso samo kriminalci. Mislim, to je kot tuja vojska, ki izvaja nevaren propagandni trik, ki je namenjen diskreditaciji Izraela. To so vaši sovražniki. In posmehovanje je del vojne. Poskušajo se posmehovati Izraelu. Veš, zato sta bila Greta Thunberg in vsi te na prejšnjih flotilah tukaj in tukaj imaš Ben-Gvirja, ki se jim samo posmehuje. Prav. Torej, je on zlobnež v tej zgodbi? Ne, ni zlobnež v tej zgodbi. Veš, samo poskuša se jim posmehovati. In drugi del tega je, da je zdaj volilna sezona. Misliš, da si večina Izraelcev želi, da bi aktiviste s flotile obravnavali dostojanstveno in spoštljivo, ko pridejo na izraelsko obalo? Ne, Izraelci gledajo na Ben-Gvirja in pravijo, lej, ta človek je tisti, ki ima pogum, da tem ljudem pove v obraz tisto, kar bi jim vsi radi povedali v obraz. Veš, mislim, da je pravzaprav nastal večji diplomatski incident, ko sta predsednik vlade in veleposlanik Združenih držav Amerike prišla in karkoli rekla o tem. Mislim, morali bi biti, tudi če jim ni všeč in tudi če nočejo, da bi Ben-Gvir to še kdaj naredil, mu lahko za zaprtimi vrati ali na seji vlade rečejo, veš, ne delaj tega. Povzročaš nam težave, nočemo tega videti, samo ne delaj tega. Ta vlada ne bo tako ravnala. Še vedno moraš podpreti svojega ministra in ne moreš svojega ministra narediti za negativca v tej zadevi. Cela zgodba se je obrnila na glavo. Negativci so tisti na flotili, ne Itamar Ben-Gvir. Ja, zdaj so teroristi. Veš, Hamas ima pri tem svojo vlogo. Kamenje in meči, zagotovo, provokatorji, teroristi. In veš, mimogrede morali bi poudariti tudi to, da ko so te ljudje s flotile prispeli v Španijo, so se ta videoposnetki konec tedna širili, španska policija jih je pretepala. Ne vem, kaj je privedlo do teh pretepov, ampak so jih pretepali. Res hudo pretepali. Testiranje, ko so se vrnili v Španijo. Prav, v redu. Imeli ste te videoposnetke, niste pa imeli nikogar, ki bi res kričal, da jih španska vlada brutalno obravnava. Preveč so bili zaskrbljeni zaradi Ben-Gvirja. In ko so jih tam v Španiji dejansko pretepali, ni nihče rekel niti besede. Potem imate zunanjega ministra Izraela Gideona Sarja, ki provocira Špance. Ja, pričakujemo pojasnilo španske vlade, zakaj to počnejo, ker zadeva Izrael, bi morali biti zelo zadovoljni, da te države pretepajo te teroriste s flotile. Mednarodna skupnost bi morala storiti veliko več, da bi prestregla te flotile. Zakaj čakajo, da bo Izrael tisti, ki jih bo prestregel? Oni bi morali tu mednarodne vode in prestrezati te flotile, ker ti ljudje prihajajo iz njihovih držav, kaj ne? To tukaj ni neko izraelsko dejanje, torej
Očitno ne bo nobene razlage strani španske vlade in hkrati ne bi smelo biti nobenih obsodb drugih vlad glede tega, kako Izrael ravna z anarhisti s flotile tukaj. Kakšno hinavščina. Predstavljajte si, če bi jih dejansko pretepli. Če bi Ben Gvir prišel in začel pretepati te ljudi, ali pa bi jih začela pretepati njegovo spremstvo. In jih niso pretepali, ti in jaz. In dejansko sem se o tem pogovarjal z nekaj svetovalci predsednika vlade. In veš, morda so bili užaljeni, da sem sploh kaj rekel o tem. Rekli so, kako upravičuješ to vedenje. Jaz pa sem rekel, nihče ne upravičuje tega vedenja. Zdaj Itamar Ben Gvir, zakaj to počne? Ker je tukaj čas volitev. Veš, želi dobiti čim več glasov na naslednjih izraelskih volitvah. Pravzaprav mu gre v anketah kar dobro. Verjetno bo na naslednjih volitvah sam dobil 8 sedežev, torej njegova priljubljenost v državi zaradi takšnih potez raste. To moraš razumeti v kontekstu in sicer, da gremo v volitve. Ampak spet, veš, samo povedal sem, veš, tukaj moraš braniti svojega ministra. Ne moreš, ker če javno nastopiš in svojega ministra narediš za negativca, potem s tem vabiš celotno mednarodno skupnost, da tvojega ministra naredi za negativca. In so ga, absolutno. Ja, res so ga. In ko že govorimo o volitvah, Alex, ta teden je bil sprejet predlog zakona za razpustitev Kneseta. Tako da smo skoraj uradno v volilni sezoni. Prejšnjo sredo je Kneset odobril predlog zakona v prvi obravnavi o razpustitvi 25. Kneseta. 110 poslancev iz koalicije in opozicije je glasovalo za, s čimer se je začel možen postopek premika Izraela proti predčasnim volitvam. Ponovno, volitve morajo biti do oktobra. Torej, če vstopimo v volilno sezono, morda v naslednjem tednu ali približno tako, govorimo o septembru ali avgustu, no, Si že v volilni sezoni, kaj ne? to naredi stvar uradno. Veš, ko se voziš po avtocestah, že vidiš plakate za Naftalija Benneta, da si država želi, da bi bil Bennett njen predsednik vlade in mislim, da si to Bennett tudi želi. Čeprav, ja, kakorkoli Bennett zagotovo zgleda, kot da vodi drugo ali tretjo največjo stranko trenutno, ampak v bistvu si že v volilni sezoni. Torej, kar to omogoča je, da preprosto preseka zadevo in pride do volitev nekoliko prej, kar iskreno verjamem, da bi bilo bolj zdravo za Izrael, ker bo podaljšana volilna sezona v Izraelu strupena. Kot smo razpravljali, mislim, da bolj podrobno v oddaji prejšnji teden, veš, tukaj ni nobene platforme. Ne govorimo o tem, kako naj bi se vojna izvajala. Vse se vrti okoli osebnosti in njenega blatenja, kaj ne? Po eni strani vsi v opoziciji blatijo Netanjahuja in pravijo, da mora oditi domov. Veš, na desni strani bo veliko blatenja Benneta in Lapida. In potem je še večje blatenje na skrajnih robovih, kar pomeni, kdo so potencialni koalicijski partnerji na desni strani z Netanjahujem. To so Haredi, veš, In ultraortodoksni. in država trenutno gleda na to skupino v zelo negativni luči. In morda upravičeno zaradi njihove nepripravljenosti služiti v vojski in, veste, prevzeti to breme služenja. Ali pa na levi strani, na strani opozicije, da bodo oni zelo bodo pripravljeni iti v koalicijo z arabskimi strankami, da bi oblikovali vlado, ki lahko odstrani Netanjahuja z oblasti. Tako da so to edina vprašanja, v katerih ljudje glasujejo, da Netanjahu, ne Netanjahu. Netanjahu plus Haredim plus ultraortodoksni na eni strani, levica plus arabci na drugi strani. To so vprašanja, v katerih ljudje glasujejo in razmišljajo. In ves politični diskurs je osredotočen na spodbujanje tega sovraštva do drugega. In tako ideja, da lahko zdaj to preprosto hitreje zaključimo, ne vem, če bo kdo do oktobra spremenil svoje glasove. Torej, lahko to prav tako naredite prej in potem čim hitreje pridete do nove vlade. In to, jaz se strinjam, volitve bi morale biti čim prej. Postane zelo toksično in res je škoda to gledati. In na koncu dneva bo zanimivo videti, kakšno ponudbo bo recimo Bennettova in leva oziroma levo-sredinska vlada pripravljena dati Haredimom, da bi se jim pridružili, kar je res malo verjetno. Ne morejo skleniti dogovora s Haredimi, da bi se jim pridružili. Mislim, da vodijo volilno kampanjo, vodijo kampanjo. Ampak na koncu dneva
Žal, kot smo videli v času Osla, so bili Haredimi pripravljeni iti z levo vlado, ker je bila leva vlada pripravljena financirati ješive. Prav, ker Haredimi, veste, ultraortodoksni, čeprav sedijo z desnico. In to je naravno politično okolje, ker desnica je sestavljena iz bolj versko-tradicionalnih. Poleg tega pa, veste, ti nacionalno-verski, veste, tako imenovani naseljenci, tisti, ki živijo v Judeji in Samariji, so zelo verni. Tako da ima veliko več smisla, politično in veliko bolj ustreza, da so s tradicionalnimi in vernimi, kot z antiverskimi in sekularnimi. So da kar zadeva Oslo in palestinska vprašanja ter druga vprašanja, ultraortodoksni niso nujno tako desničarski. Prav. In tudi, kot si omenil, so v bistvu socialisti, želijo si socialnih pomoči, tako da bodo sprejeli socialno pomoč od katerekoli strani ali od tistega, ki jim ponudi boljši dogovor, kaj ne? Ampak ker so sekularni bili tako toksični in negativni do ultraortodoksnih, so ustvarili situacijo, kjer ultraortodoksni ne morejo sedeti z njimi. Zdaj, kar se mi zdi bolj zanimivo je, da bi Netanjahu sedel z ultraortodoksnimi, kot je to storil v zadnji vladi. In veste, zanj, ki je na vrhu tega političnega sistema, veste, on je politično žival in ve, da je dejansko sedenje s Haredimi bolj stabilno, ker oni svojo ceno postavijo na mizo že od začetka. Veste, želijo financiranje za svoje ješive, želijo določene stvari in če jim Netanjahu to lahko zagotovi, bodo stabilni člani koalicije in to je na koncu tisto, kar Netanjahu želi stabilno koalicijo. Če bosta Netanjahu in njegovi koalicijski partnerji iz trenutne vlade na naslednjih volitvah dobili 61, 62, 65 sedežev, lahko bi videli situacijo, v kateri bi Bennett ali Eisenkot ali Benny Gantz rekli, veste kaj, za dobro države bomo pristopili k Netanjahuju in bomo bili v vladi pod njegovim vodstvom, bodi si kot mlajši partnerji ali pa v okviru nekakšnega dogovora o rotaciji. In verjamem, da obstaja možnost, da bi Netanjahu, ki je tradicionalno raje vladal iz centra in je sam nekoliko centrist, bil pripravljen na pogajanja in oblikovanje nečesa, kar bi imenoval vlada narodne enotnosti, ki bi vključevala stranke tako z desnice, kot tudi sredinske levice in ultraortodoksne pustil zunaj vlade. Mislim, da je veliko Izraelcev tako na levici kot na desnici, ki nočejo videti ultraortodoksnih v vladi v kakršnikoli politični povezavi. Torej ne, levica ne bo šla z njimi v koalicijo, vendar obstaja celo možnost, da tudi Netanjahu ne bo šel z njimi v koalicijo. Ampak edini način, da se to zgodi, je, če bi Netanjahu lahko oblikoval vlado brez levice in brez opozicije. To je edina možnost. Ker če Netanjahu in trenutna vlada, ki vključuje ultraortodoksne, če bi dobili 58, 59 sedežev, kar ni dovolj za večino, potem ni nobene možnosti, da bi kdorkoli na levici naredil karkoli, da bi podprl Netanjahuja niti za minuto več. Nadaljevanje sledi in prepričan sem, da bomo o tem veliko govorili v prihodnjih tednih in mesecih, ko se bomo približevali volitvam. Morda bo do naslednjega tedna to že uradno. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Da je glasovanje prestalo prvo branje. In to se pogosto zgodi pri glasovanjih, da prestanejo prvo branje, nato mora preteči določen čas pred drugim in tretjim branjem. Drugo in tretje branje se lahko zgodita na isti dan. Tako bo zdaj sledil določeno obdobje, verjetno več tednov, preden bodo ta naslednja branja prišla na dnevni red Kneseta in stvari se lahko precej spremenijo, veste. Torej, samo zato, ker so se člani koalicije dogovorili, da bodo glasovali za prvo branje, to še ne pomeni, da je kaj postalo zakon. To še ne sproži volitev, še vedno mora iti skozi drugo in tretje branje. Tako je, prav imate. In potem je pravi odločevalec tukaj Netanjahu. Ali si Netanjahu želi predčasnih volitev, ali meni, da bi imel od tega korist? Kako bi lahko imel korist? No, če to v opoziciji pusti manj časa za organizacijo, če da manj časa drugim kandidatom, ki se morda še niso pojavili v javnosti ali napovedali kandidature, da se organizirajo, pridobijo sredstva in začnejo kampanjo, no, morda je potem v njegovem interesu, da gre na predčasne volitve. Veste, če misli, da je zdaj končal z vojaško operacijo in da ne bo več nobenih spopadov, da je Gaza mirna, Libanon je miren, Iran je miren, odlično, zdaj pojdimo na volitve. Če verjame, da obstaja možnost, da se bo vojna v prihodnjih mesecih nadaljevala
in da potrebuje to obdobje stabilnosti zase. In Trump do konca oktobra potem lahko svojim članom v koaliciji reče, naj ne podprejo predčasnih volitev. To volitev bomo izvedli po načrtu ob koncu oktobra. Ostanite z nami, nadaljevanje sledi. Josh Heston tukaj, dopisnik za JNS News, skupaj z Aleksom Trejmanom, direktorjem JNS. To je Jeruzalemska minuta. Smo v DNS Media Hubu v Jeruzalemu, večni prestolnici države Izrael in judovskega naroda. Rad bi pohvalil ljudi v ozadju, ki omogočajo vse to na JNS TV. Podprite nas s super zahvalo, naročite se. In obiščite tudi jns.org za najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v Jeruzalemski minuti, samo na JNS TV.